Živijo, živijo. Skin Baby imamo v bistvu isti problem, kot ga imate vi na drugi strani. Koliko SPF-a je tista količina, ki jo moramo nanesti, danes bomo govorili za obraz, da je zadostna zaščita. Ker trik je manjši v tem, da pač teoretično, ko oni merijo SPF zaščito, ki jo doseže posamezen izdelek, nanesejo gor 2 mm na kvadratni centimeter kože. In zdaj, če to pretvorimo mi na naše obraze, tisti, ki z večjimi obrazi nanesemo pač več, tisti z manjšimi obrazi nanesete že v štartu manj. Tako da ne moremo reči, ta količina je zdaj zadostna za vse. Ampak, ker se s tem soočamo po celem svetu, smo nekako se trudili priti do neke enote, neke mere, ki bi bila približno posplošena na večino. Zdaj, odločili smo se za čajne žličke, sicer ne tiste navadne čajne žličke, ampak merilne čajne žličke. In načeloma neka povprečna enota je polovica čajne žličke. Da ne boste mislili, ki piše TSP, da to pomeni, da je to polovica, da sem imam napačno žlico, vam bom dala za primerjavo. Tole je polovica velike žlice, tablespoon, to je pa teaspoon. In to bi bila ta neka polovica. Zdaj, v slovenskih terminih, mamice bodo vse poznale tele žličke za doziranje sirupov, je to ta manjša 2,5 ml žlička in se jo čisto zvrhano nanese. Problem, jaz vam bom mečkam vmes med tem mojim monologom, pokazala izseke, kako smo se mi lotile obarvane kreme testiranja in smo nanašale gor polovico čajne žličke. Vzeli smo Friziderm, SPF 50 Color Velvet Technology Sunscreen, zaradi tega, ker je ta zelo opevana v naših krogih. Tole je zmes kemičnih in mineralnih filtrov. Kar se je kasneje nam pokazal problem in je taki silikonsko penasti teksturi, ki jo večina reviewjev, ocen, hvali kot izgubi se na obrazu, barva se zelo dobro prilagodi in ne čutimo jo, nobenih reakcij ni in smo se mi odločile, glede na to, da smo že lani bile zelo skeptične, da lahko zadostno količino nanesemo, smo se mi letos odločile, da bomo pač meto testirale, smo jo kupile in bomo pogledale pač, kako to kaže na našem obrazu. Zdaj, ker je ta polovica čajne žličke, tista, ki je priporočena nekako, tako bom rekla, tisto povprečje smo vzeli, ker če vzamete Harvard Medical School, oni priporočajo 1 čajno žličko, se sploh nimam nobene dozacije, ampak to je že ful, no? To je za moj velik obraz je to že ogromno. Zame bi bila 1 čajna žlička obraz, pa vrat, ušesa, pa da se to prekrijem, no? Ampak, če se vrnemo nazaj k tistem 2 mm, če je bolj tekoča krema, je to volumensko meni predstavlja več, moram tega izdelka dati gor. Medtem, ki te, ki so silikonske pa kremaste, tudi jaz ni nujno, da imam polovico čajne žličke na obrazu, ampak bom lahko dala manj, zato ker bom hitreje dosegla pač ta predvideno količino, ki se bo obdržala. Ne? In mi smo se lotili testirati polovico čajne žličke tega Friziderma na obrazu, in so se kemični filtri pokazali kot problem. Ker nadaljevati smo hoteli pač s tem, da bi pokazali, kako pa izgleda četrtina, ki jo recimo ostale 3 punce, ker imajo manjše obraze, bolj porabljajo. To je nekako tista količina, ki jo one nanašajo samo na obraz. Teli kemični filtri so začeli tiko toliko peči, da več ni mogla obraza premikati, tako mi čakala, da to spere dol. Jaz tudi imam težave s kemičnimi filtri, ampak jaz sem si zadnja nanašala, pa jih nisem še toliko imela cajta, medtem, ker jih je Tika že imela 20 minut gor, je bilo že nevzdržno. Še celo Dašo, ki nima težav s kemičnimi filtri, je peklo, tako da smo vse sprale dol. Ok, Maja je naša svetla izjema, ker tako ima slonjo kožo, pa je nič ne moti.
In smo mogli to sprati dol, samo čez smo dali Stratio Liquid Gold, pa Skintegra Uno in upali, da se koža hitro pomiri, tako da niti za voljo eksperimenta pač nismo bile več pripravljene iti čez to četrtinko, da vam pokažemo, kako izgleda četrtinka na obrazu. Tako da ta del je zdaj dopadel meni, pa vam bom jaz pokazala, ker jaz na mojem obrazu pa ponavadi polovico nanašam, tako da malo izenačimo tole igro, pa pač nažalost stvar ni šla tako, kot smo nameravali, pa vam bom jaz zdaj pokazala, kako izgleda četrtina čajne žlice na mojem obrazu, tako da pokažemo tale Fresiderm še malo v lepši luči, ker je to pač izpadlo pri tisti polovici. Mi smo hoteli pač orisati problem, pa pokazati na aplikacijo, ampak to se pač ni dobro išlo, tako da danes pač popravljam napako. Danes sem vam hotela predvsem tole pokazati, kako pač izgleda četrtina, kakor je toliko, kakor ve pač s temi manjšimi obrazi poročate, da ste zaščitene, no? Da še vedno ne dobite hiperpigmentacij, da ne porjavite. Meni je to že kar malo premalo, no? Upam, da sem tole vsaj približno zdaj nanesla. Toliko, da pač vidimo barvo, kakšna se bo razvila. Ok, tole je zdaj četrtina, kolikor bi pač večina tistih tudi v Ljubim kozmetiko, ko smo se pogovarjali, pa vse tri ostale Skin Babe, ki imajo res pač manjši obraz kot jaz, bi nanesle in bi bila one s to zaščito že zadovoljne, bi si že res grejo lahko mirno ven in so zaščitene. Jaz z mojim obrazom bi tole pač mene že bilo tako, no, ja za vse dele leta razen poletja, no, tako. Tokle bi jaz recimo uporabila. Medtem ko poleti, ko je stanje pač res kakršno je, pa jaz se s četrtinko ponavadi ne odpravim ven, no. S tem pa, da imam res mineralne filtre, pa vodoodporne. Tisti, ki se potite, resno, dajte veliko poudarka na to, da je proizvod SPF, da je res vodoodporen. Vem, da na Kuli je to pač koliko je 80 minut, pa mislim, da Shiseido ima tudi 80 minut deklarirano in to so kreme, ki na meni najbolj učinkujejo, zato ker jaz se res grozno potim in to vse ostalo odplahne. Meni je všeč ideja, da se pač nanese še ena plast čez. Zdaj, če sta obe plasti kemični filtri, sem jaz bolj tako, ne vem, kako se bo to vse skupaj razumelo, ampak če sta obe plasti mineralni filtri, pa ni važno, če ima en titanijev dolg cinkov, jaz nisem ugotovila, da bi se nekaj mi to tepli med sabo, potem mi je to, pa ne samo meni, v bistvu sem šla gledati, pa tudi raziskave potrjujejo to. Enostavno ljudje, ki nanesemo pa še ta drugo plast, bolj pokrijemo vse, pa bolj smo, več je verjetnosti, da bomo dosegli to zadostno količino nanosa, tako da, sploh če se tapka, pa da sta to dva nanosa, meni se je to, pa jaz sem pač heavy duty, tisti, ki res mora zaščititi, ker vi pač ne boste zgledali kaliske z vitiligom, če se ne boste dobro zaščitili, jaz pa pač bom, ne, tako da jaz se bom res potrudila maksimalno in tiste, ki so take, kot jaz, boste isto naredili. 10 minut po nanosu se ta SPF ni vpil, še vedno mi stoji gor, še vedno se mi pozna po robčku, tako da, kar se tega tiče, ne morem reči, da se vpije. Barvno zelo očitno ni color match, jaz sem sicer zelo svetla, mogoče kakšnemu temnejšemu bo. Torej, tisti, ki niso občutljivi na kemične filtre, kar se samega tega SPF-a tiče izven testa, če ste temne, mislim, da vam ne bo. Zdaj, če vas kemični filtri ne motijo, nimate teh težav. Meni že ta silikonski občutek na obrazu ni všeč. Si predstavljam, da ja, je dobra za čez, za prekriti tisto mrliško bledico po mineralnih SPF-ih, ki se veste, kakšne smo. Kaj pravi že ti, da izgledamo kot mrtve gejše? Pač včasih je res to tako, ampak nimam ok. Jaz se bom pač primarno vedno odločila za mineralni filter. In skozi vsa ta leta, ki že uporabljam, ker morate računati, da jaz uporabljam SPF že 20 let, probala sem že marsikaj, se mineralni vedno boljše obnesejo na meni, kot se obnesejo kemični filtri, enostavno so bolj zanesljivi,
imam zelo masno kožo, pa kasneje razpadejo. Tisti kemični filtri pač bi res mogla neprestano reaplicirati, kar pa sploh ni možno, ker me potem pečejo oči. Tako da jaz ostajam primarno pri mineralnih filtrih, raje vidim pač, da je samo potem titanijev dioksid not, pa če že ne morem dobiti nekaj, da dobro izgleda, pa da je visoka zaščita, ker očitno je to pač problem. Raje bom to vzela, pa potem čez še eno plast dala, pa bomo videli. Pod črto, če vse pogledamo, definitivno bo treba pravo količino, kar pomeni, da je to vsaj četrtina čajne žličke. Če si zdaj to lažje predstavljate, je to pač polovica tega dela. Potem je najboljše to v 2 plasteh nanesti gor. Zdaj, če vam uspe še s tapkanjem, še toliko boljše. Če je to ni glih ravno brezbarvna krema, boste bolj videli, kaj delate, ker takoj, ko se to več ne vidi na obrazu, več ne vemo točno, kje smo nanesle in kje ne, pa boste s tem pokrile že večino stvari pravilnega, zadostnega SPF-a, ki vas bo ščitil. Potem pa tukaj je fajn, da je še, vsaj zame, večji SPF, višji SPF, s čim več ali P++, ali pa z večjo številko UVA zaščite, ker SPF 50 ima že v štartu večjo tudi UVA zaščito in za te, ki imamo težave z raznimi temi pri meni pač niso toliko hiperpigmentacije, ampak da se mi vitiligo ne pokaže, pa ker ne želim, pa če že uporabljam SPF, valjda nočem, da imam gube zraven, naj dela še za to, ne? Tako da tam moram poskrbeti za UVA zaščito, tako da zame je to višji SPF, praktično vidno je to SPF 50, pa zelo fajn je za tiste, ki se veliko potimo, da je vodoodpornost gor napisana, ker vodoodpornost 20 minut, mislim, da je pri meni premalo. Jaz načeloma ciljam, da je vodoodpornost 80 minut, zaradi tega pač slojim čez včasih kakšne stvari, ki imajo višjo vodoodpornost, kot ta Hulina BB krema, in se dejansko mi dlje časa zadrži zaščita. Reaplikacija ne gre tudi meni najbolje, dejansko s tem imam še vedno težave. Realnost je taka, da jaz vam letos pač imam nek plan, da si najprej nanesem res v 2 slojih SPF 50, potem za obnovitev oziroma za dodatno zaščito še BB kremo. Zdaj, če ste pogledali količino nanosa, razumete, zakaj skozi trobimo, da BB krema, tudi če gor piše 50, ni zadostna zaščita ali pa tekoča podlaga, se vseeno, ker je nihče ne da tako debelem nanosu. Ampak, če zdaj jaz dam zdajle 2 plasti SPF 50 mineralne zaščite, moj plan je nekako, da pač dodam še ali It Cosmetics CC kremo ali Hulino BB kremo čez, da še eno plast nanesem in potem še naslednjo reaplikacijo, te, ki so kompaktni, ki so SPF 50, pač v malo bolj konkretni sloju, pa bomo videli, kako se mi bo to obneslo. Reaplikacija je pomembna, okoli tega pač ne moramo. Če imate izbiro, če imate kremo, ki se jo lepo sloji, potem definitivno reaplicirati, če niste glih odzunaj na soncu, jaz pač na 4 ure, približno, tudi kakšno uro kdaj več, ampak kar je najpomembnejše, daleč najpomembnejše, je pa ta prvi sloj, ki ga date gor. Tako da, če to nanesete v 2 plasteh, pa da uporabljate SPF 50, pa sploh, če to mineralni SPF, meni se to zaenkrat daleč najbolj v moji 20-letni karieri uporablja SPF-a, pa jo uporabljam vsaj že 15 let, čez celo leto, pol razumete, si lahko predstavljate, koliko SPF-ov, sploh unih krepi pred 15 leti sem že sprobala, pa kakvi so bile to grozote na mojem obrazu, ampak moj cilj je pač dosežen. Jaz sem 40 let stara in imam vitiligo, nimam ga po obrazu, pač meni vitiligo sproži, meni sonce sproži, da se mi delajo te vitiligo peči, da izgledajo pač te beli koščki kože, tako da jaz sem pač svoj eksperiment, sem zadovoljna z njim, Upam, da je bilo tole vsaj približno nazorno, da boste vedeli, koliko je približno tista količina, oziroma da boste lažje našli količino, ki je za vas primerna.
ker v raziskavah pač tehtajo, ne, zmerijo, kakšna količina je potrebna in potem stehtajo, koliko je, ampak že jaz nimam doma tako natančne tehtnice, da bi se tega lotila, tako da si mislim, da tudi vi ne. Zato jaz ostajam pri teh čajnih žličkah, vsaj prvič, pa sploh, če imajo pumpico, preštejem, koliko je pumpic in potem vem približno, tako da mi ni treba neke više matematike tukaj pa meriti obraza, pa ne vem kaj delati. No. Ampak glih toliko, da ste predstavljali, da pač ta količina ne bo zadostna, da tole ni niti približno zadosti za to, da dosežete SPF 50, mislim, če zdaj tole damo v eno osminko, sem vse prenesla, je to pač toliko in tole ne bo zadosti, v bistvu ne vem, če to je SPF 10, ampak malo dvomam, no. Tako da veste, da to so količine, ki pač vam ne zagotavljajo te zaščite, ki mislite, da je imate. Tako kot vse ostale Skin Baby, mi vam prepuščamo odločitev, to je vaša odločitev, vi se boste odločili, kaj je tisto za vas najbolj primerno, ampak želimo, da ste informirani, da imate vsaj to informacijo, pa da se zavedate, ker veste, kolikrat imamo v Ljubim kozmetiko debate, celo poletje sem uporabljala SPF 50, ampak še kar sem dobila, melazma je ven šla, hiperpigmentacije so prišle, še celo zažgal me je, ampak istočasno potem ugotovimo, da to je bila takšna količina nanosa, ni bilo reaplikacije, pa še uporabljale so po možnosti SPF 30. Tako da to nažalost potem pač ne pije vode, ampak res si želimo, da ve veste, koliko je tista zadostna količina in se potem tudi veliko lažje odločite. Ali je to nekaj, kar boste sledile, ali to ni skladno z vašo filozofijo, ampak nam je pomembno, da informacije imate. Linke od vseh Skin Babe vam bom pustila spodaj, vse posodke bom delila vse, da boste videli, kaj, kako še one kaj pravijo na SPF temo. Smo si zelo različne, imamo različne minuse, različne pluse, tiste suho kožo boste bolj gledali Tiko pa Majo, medtem ko midve z Dašo sva masnokoški, z Dašo sva bolj za mineralne filtre, medtem ko Maja zadnje čase bolj tudi mineralne filtre, ki je ugotovila, da melazma veliko počasneje pride ven, če uporablja mineralne filtre. Tako da tlele se boste lahko mečkaj pogledali še ocene naših ostalih izdelkov, pa mogoče si pa najdete tiste idealnega. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo. Čau, čau! Zdaj se počutim, da bi si puding mazala. Ja. Ampak moram pa reči, da ti zelo poudari barvo oči. Ja. Zdaj vidim, da imaš res zelo lepo modre oči. Jaz mislim, da bom imela travme do konca življenja. Imaš beauty blender zraven, da si imam Wow. Kako se je to utrla? Ne vem. To je to, jaz ne moram, kaj čem za to utret? Ne smeš. Ne smeš, moš potapkati. Moš tapkati. Kam? Nekaj, ki se trese kamera, če se smejiš, ga vem. In me ne. Ti kaj misliš, da bom jaz to sploh spravila dol? Boš, imamo atomik, veš, tako da... Okej. Evo, še malo tle bom. Še pa malo proti ušesom, da se ti ne bo preveč rob videl. Zaščitena sem. 10 minut nazaj in 5 minut nazaj, evo.